Živjo! Da ljudje mi vodijo. Živjo! Smo Klara, Klemen, Piknik in naš Piči Miško. Tako, tu je Piči Miško, naš velikan, v katerem smo 8 mesecev živeli. Kupili smo ga že tako skoraj čist uporabnega, ampak potem na eni točki smo se odločili ga renovirati. Zdaj več o tem, kako smo živeli, najdete tlele. Sva pa tudi delila svojo zgodbo, kako je sploh do renovacije prišlo in kako sva jo v bistvu vmes večkrat obžalovala. Tu pa si lahko pogledate, tukaj le. Kaj sem mislila reči? Nekaj sem še mislila reči. Da mogoče ni veliko video o tem, kako bi nekdo uredil čist na novo kombi, ki je bil že predhodno urejen kot kombi. Tako da tu je ena posebnost. Bi vam mogoče Klemen ti kaj povedal o renovaciji, pa kaj sploh Piči Miško je? O prenovi je pa tako, trajala je dlje, kot smo predvideli. Iz 4 dni je se razvleklo na 1 leto. Pol leta smo zunanjost najprej uredili, da je od odzunaj izgledal zelo izpraven, ali pa postal, pol pa še pol leta notranjost. Postavitev elementov smo, ali pa prostorov smo isto naredila, kot je bila zelo podobno, da nismo tle nekaj se zakomplicirala. Drugače pa sam kombi je Iveco, letnik 99, je zelo dolg, več kot 7 metrov, zelo visok, 3 metre. Tako da tu, ko sva ga kupovala, sva predvsem gledala na Klemna, ker sva želela, da ima on stojno višino noter. Dotle mi je. Ja, in pejmo si ga kar pogledati. Ajde. Evo, bomo začeli kar zadaj pri posli. Predtem bi rad povedal, da ta cel Ventur ne bo o tehničnih detajlih, vse kaj je v zadju skrito, da vse to dobro deluje, ampak kako, v kaj smo ga prenovili, kako ga uporabljava, kako izgleda. Če imate kakšne vprašanja, pa spodaj napišite in medva z veseljem o tehničnih detajlih, več tam poveva. Kot boste videli, je v tem kombiju ful enih detajlov in med drugim tale tekstil bo kar ena taka rdeča nit. Tle so od zadaj take pene nalepljene in Klemen si je res želel, da tle oblečemo v nekaj lepsga, ker v prejšnji verziji kombija je bila tle samo ena bela plahta in ful ni lepo izgledalo. Tako smo s taščo v bistvu iz tega blaga, ki je tudi v jedilnici, se šile tele obloge in izgleda ful nice. Poleg tega imamo malo bolj take pompozne luči, ki niso glih tipične za kombi. Tako da tu imava in jaz in Klemen na vsaki strani. In pa še ena stvar, ki boste videli, da je tudi pač po celem kombiju, je tu, kako je osvetljen. Tako da ne sem, da imamo te dve luči zadaj, ampak imamo tudi. Tu bomo še po nočem pokazali. Imamo v bistvu tlele pa na redu iz starih skateboardov. S pomočjo Mateja Malenška. Gremo kar po vertikali. Spodaj pod nami je garaža pod poslo, nad tem so 3 take grede čez kombi vpete, na katere so dane gor te lesene letvice za jogi. Se pravi, jogi je 160 cm širok in ob strani, pri Klarini strani je še 20 cm prostora za poličke. Za polnjenje nismo hotela dati zadaj, zato da imaš bolj za spat mer, da nimaš telefona tukaj v teh predelih. Pol če imamo pa višji, so pa že omarice za shranjevanje. To smo pa z Juretom Novakovim delala. Jure je mizar, k njemu sem prišel po nasvete, kako sploh to narediti, ker jaz sem vedel, da je to težek del. Z njegovo pomočjo pač smo jih sestavila skupaj iz takih okvirjev lesenih, se pravi, ves ta rjav del je doma narejen iz vezanih plošč, lahkih, topolovih. Zaključili smo pa s tem, da moja mati pa Klara so dale tole blago spodaj in pa mehanizmi pa fronte so pa od Ikeje. Poglejte to. Nismo pa hotela, da bi čez celo bilo zelo tako monotono, samo takele fronte. Smo vmes naredila vdolbino, votlinco, v katero medva mečemo svoje knjige. Ker sva imela v tem kombiju dejansko živela prej, sva zelo dobro vedela pri renovaciji, česa nočva in kaj hočva in kako izkoristiti neke kotičke, da bodo res ustrezali za najin življenjski slog in da bo vse ful dobro izkoriščeno. Tako da en primer je tukajle. Ta kot,
Tukaj imamo ruzake, te ruzake pa navad kar vedno tle dava, jih zahaklava in ful prav pride. V tej votlinici je ponavad bila sem ena črna luknja, kamor sva metala nov stvari in je bilo tako zelo neorganizirano in ni bilo zaprto. Tudi tu bi poudarila, da pri prejšnjem kombiju je tle pod poslo bilo vse odprto, boste videli, tle spodaj so tudi predali in tu sva namenoma naredila, ker sva ugotovila, da je ful bolj imeti stvari zaprte, pospravljene, na ta način so ful bolj na čistem, ker imava tudi psa, zaradi lak, zaradi organizacije, zaradi vsega. Tako da, če si pogledamo tale polička, spodaj v tej polički, zato ker je Klemen lepo zaprl, imamo zdaj prostor z eno vrečko, kamor dajeva umazana oblačila. Tu je nama prej Kje vse so bila oblačila? Ker oblačila umazana so bila kar tako malo povsod pa nikjer, pa hkrati v eni vreči, ki pač nikoli niso tam bila. Še vedno je pa prostor noter za veliko drugih stvari za shraniti. Trenutno pač smo na Sardiniji, na krajšem potovanju, nimamo zdaj toliko stvari. Je pa zelo dobro za izkoristiti tudi, pa so dala na yoga mat, pa take stvari bolj mehke. Zrak, zaenkrat zrak. Glede odpadkov je pa v prejšnji verziji bil slabo rešen ta problem. Zelo majhen prostor je bil namenjen smetem in polej so padale ven iz kantice in vse bla bla bla. In pa smo vedeli, da moramo to s Klaro medva rešiti. V tej verziji smo naredila prostor, ki je namenjen za smeti tukaj. V spodnjem delu je večji koš za embalažo, recimo da je, ne vem, 10 litrov ali pa nekaj takšnega in tale manjši za mešane odpadke. Steklo, ker ga pa nimamo spet toliko veliko, pa dajemo ob embalaži. Kaj imamo pa za bio odpadke? Organko Daily. In pa tale priročnež, lep urejen, negovan. Pod mano 2 predala, zgoraj manjši, za še ne vemo kaj, ampak definitivno bo prišel prav. Spodaj večji, različno, razno. Bolj tehnika. Tehnika. Ko ne veš, kam bi neki drugem paslu, bo veliko verjetno, da bo tukaj pristalo. Zdaj pa dobrodošli v kuhinji. Kuhinja je seveda, kot veste, za naju zelo pomembna in tudi tukaj je bilo kar nekaj premisleka v to, kakšna kuhinja bo in kaj nam je pomembno pri njej. Ene stvari so se pa zgodile čisto po naključju in tu je recimo ta polička. Ta polička je v Ikei bolj namenjena za knjige. Otroške, prav piše. Prav otroške. Pač v otroškem oddelku je za knjige. Zdaj, kar je pa posebnega pri tej polički, da ima ta utorček noter. Kot veste, v kombiju moramo ful skrbeti, da so stvari dobro zaščitene, da ne padajo dol med vožnjo in meni je za začimbe bilo vedno muka v kombiju, ker sem jih imela nekje po predalih. Anyway, to je zdaj že tako ultra specifično, ampak po mojem boste eni razumeli. Ta polička ima ta utorček in tele stekleničke sva najdla še nekje na spletu in dejansko pašejo direkt not. In imaš tle začimbe, ki ne padajo, so zaščitene, višina te palce je glih prav dolga in jaz sem pač obsessed s to poličko. Kar je pa Klemen, lučkar Klemen, še ekstra naredil je pa to, da je spodaj dal led trak. S tem sem pa Klaro osvojil, Klaro na srce. Ko jaz kuham v temi in da mi ne svet luč pod prste, ne gre to tako. Pa tole smo še vzeli v Ikei, ki je taka ambientalna za zvečer, pa tale. Ok, gremo naprej. Tlele imamo teraco backdrop, ki je meni zelo simpatičen. Pozor, tu ni namenjen backdrop za to, da kuhaš blizu njega. Zaradi tega imava tole lično priročno ploščico, da ko je tle kakšen večji pisker, ta ploščica zaščiti. Vsi dobro poznate, tisti, ki naj jo spremljate še odprej, da ima ta kombi eno specifično okno in to je tale ladijska lina. To je pa moram Klemena prav pohvaliti. Tle je bila namreč luknja po renovaciji in jo je Klemen zelo lepo zadelal z ploščicami in pač zdaj je tle res ful lepo. Ok, gremo naprej. Imamo pult, kuhinjski pult iz Ikeje. Ta je drugi pult, ker prvega sta po nesreč Klemen in tas preveč odžagala. Se zgodi. Tu je v bistvu edina stvar, ki je šla narobe v kombiju. Med renovacijo. Edina stvar, ampak edina taka stvar, da smo nepopravljiva. Da je bilo ono, preveč odžagano, pačmo. Klemen je v njega namonteral tule za elektriko, tako da v bistvu se lahko z laptopom si ga tle polniš, če delaš na postli, za mikserje. Vtičnice se reče, namesto tule za elektriko. Vtičnice. Naprej imamo štedilnik, imamo
pipo in imamo velik umivalnik. Tu je bilo Klemnu namreč ful pomembno, ker je oboleval pri prejšnjem kombiju, koliko je bil umivalnik majhen. Ta je zdaj večji in ta pipa je izvlečna, kar tudi prav pride. Tako, gremo naprej. Ena stvar, ki smo jo kupila na novo, ker v bistvu večina sistemov tukaj je še od prejšnjega kombija, govorimo o elektriki, vodi, pa najbrž še kaj. Hladilnik smo pa rekla, dajva kupiti nov, ker je bil star, tuk, nevarčen. Tu je bila v bistvu glavna stvar, bil je in na plin in na elektriko, ampak žal pač itak ti je primarno, da ga uporabljaš na elektriko, ker ima dobre solarne panele in dobro baterijo, ampak ko smo ga priklopila na elektriko, je pil elektriko ko nor, tako da smo kupila tegale, s katerim sva zelo zadovoljna. Dometic. Potem pod umivalnikom je grelno telo Truma. Truma je še od prejšnjega kombija, Klemen jo je sčistil in pobarval in zdaj izgleda res ko nova. Za tiste, ki ne veste, Truma je v bistvu grelno telo, greje zrak, torej je kot ogrevanje za kombi, hkrati je pa tudi ogrevanje vode, kadar tu potrebuješ. In noter tlele ni za kaj drugega prostora kot za Trumo. Sva pa tule se ful znajdla, pač ene stvari sploh nismo planirala vnaprej, pa je pol karatelu, da imava tale, kako se temu reče, kanistrček, kantico, privesek. Zbiralnik, shranjevalnik. Shranjevalnik. Imava tale shranjevalnik za čistila, za posodo in tu je recimo tudi nekaj, ki nikoli niso vedela kam dati, tudi miro za roke pol noter pospraviš, ko se greš vozit in zapreš in je na varnem in se nič ne more prekucati ali pa razliti, tako da to je zelo uporabno. Ok. Gremo naprej. Potem pridemo pa še do zadnjega dela naše kuhne in tu so tile čudoviti predali, ki jih je naredil v bistvu Klemen. Iz Ikeje so fronte, te fronte ste zdaj že opazili, da so v bistvu iste po celemu kombiju. Bi sem povedala, zakaj sva se odločila za tak stil. Namreč so nama všeč tudi tiste fronte, ki imajo kakšne utorčke noter, ampak zaradi čistoče se mi je zdelo ful boljše imeti sem gladke fronte, ki jih veliko lažje izčistiš, tako da tu je en razlog. Tudi te fronte so gladke, nimajo nobenih zunanjih ročajev, tu je pa zaradi tega, ker se zelo hitro rukneš v kombiju in sva hotela tak čist izgled. Imamo 4 predale, tukaj je topolov les, nosila, noter sva pa pač stvari organizirala za enkrat, ko sva, ker imela sva 14 dni nazaj pač šla prvič s tem kombijem na pot in sva res do zadnje minute v bistvu delala na njemu, tako da tle imamo bolj pribor, kozarci, mislim se, kvačim vam razlagati, posode za shranjevanje, potle imamo hrano in take stvari. Dobimo v te predale več kot dovolj za vse, kar potrebujemo, tako da je res uporabna kuhinja, veliko bolj uporabna kot prej. Ikeja tu, Ikeja tisto, do zdaj ste namreč že ugotovili, da je zelo veliko stvari v piči miškotu iz Ikeje in za sodelovanje z Ikejo sva medva resnično hvaležna, ker brez njih ziher ne bi bilo tukaj enih lepih detajlov v tem kombiju. Ko boste pogledali še ta van tour do konca, boste videli res na koliko stvari sva razmišljala, koliko sva hotela, da je vsaka stvar tako lepa, premišljena in v skladu ena z drugo. Tudi ena pomembna stvar se mi zdi ta, da medva v bistvu še nikoli nisva nekaj opremljala iz nule. Vedno je bilo tako staro zidanco, pa sva jo nekaj popravila, pa nekaj dodaš, isto je bilo pri prejšnji verziji kombija in tako naprej. Tako da pri tej verziji kombija je bilo pa končno na priložnost, da sva ga lahko iz nule si zamislila vse, kakšne barve bodo, kakšni elementi bodo not, kakšno blago bo not in vse. Tako da pač meni je noro, no. Kaj je bilo pa meni všeč? Ali pa razlog za sodelovanje je pa definitivno to, da kombi je zelo majhen. Jaz imam pa ful rad, da živim v urejenem, preglednem, pa da je vizualno lep izgled, oziroma po mojem okusu. Vse se ujema med sabo in bolj še vse te shranjevanje stvari, recimo kako zlagaš v predale. Funkcionalnost pa preglednost. Pa izgled, estetika, ja. Kot drugo je pa Ikeja z zelo velikim popularnim artiklom zdaj znižala cene, tako da ja, je
veliko stvari ratalo še veliko bolj dostopnih in v zelo različnih slogih, tako da verjamem, da vsak lahko nekaj najde zase. Ker je pa Klemen glih govoril o organizaciji, imamo pa medva še en trik, ki ga IKEA zagotovo še ne ve, ga bodo pa mogoče dodali zdaj na svoj repertoar, in sicer, ko potuješ v kombiju, v tele okrasne te polštrčke za okrasne blazine, ne daš noter dejanskega polštra, ampak notri daš puloverje in te večje stvari in pol to zapakiraš, lahko tudi spalne vreče. Ti predal za puloverje. In tu je v bistvu pa hkrati okrasni polštrček in hkrati še shranjevalni polštrček. Pa nadaljujemo ventur. Evo, pa smo pri kopalnici. Struktura kopalnice, ali pa kako je nastala, je, da je iz topolovega lesa narejen okvir. Z notranje strani je privlečen s takimi plastičnimi paneli, vodoodpornimi, in pipa je že, se pravi za tuš, Ikejina in pa WC odprej, ki bo pa integriran v steno, torej bo, kako se reče? Fiksen, ali pa neki fiksiran. Tla v kopalnici so pa narejena iz inoksa, jih je pa naredil sorodnik Matej. Kopalnica ni še dokončana, gremo naprej. Evo, in smo v jedilnici. Jedilnico ambientalno zelo polepša in funkcionalno tale polička. Narejena je s pomočjo Mateja Malenška, ki izdeluje izdelke iz polomljenih skateboardov in medva rada stvari ponovno uporabva in nama je všeč njegov koncept. Tukaj se prižge luči, bralne in pa ambientalne. Potem iz vrha pa lahko medva dajva stvari, razne lončke, pisala, kakšno banano, ne vem kaj tle, bomo pogledali, čaj za lase. V jedilnici jemo na tejle doma narejeni mizi, izdelal jo je oče, sfiniširal jo je na koncu pa mizar Jure, ki sva ga prej omenila. Narejena je iz oreha, taki zelo lepi vzorci. Kar je bilo pa treba na koncu finiširati, je pa še, da so bile določene luknjice, ki jih je bilo treba zaliti z epoksijem in premazana je z oljem. Tako, premikajoča je, zato da lahko prilagodiš, če bo potencialno še tukaj kdo sedel. Sedim na takem zaboju, mora biti kovinski, pa pač vse te regulativi mora slediti. Je zelo podobno narejen kot prej, samo da prej je bila spodaj pod tem, na čemer jaz sedim, je bila voda, zalogovnik za vodo. Ampak, ker se nama je zdelo nesmiselno, smo ga premaknili raj nazaj, ker ga ne rabiš biti v stiku s tem zalogovnikom. Ga skriješ nekam, kjer je težko dostopno mesto, in tukaj, ki pa si veliko časa, pa je dostopno, smo pa dala not stvari, torej shramba, skrinja za različne stvari. Evo, za sedeti smo pa rabila, da je oblazinjeno. Že naprej smo imeli približno idejo, v katero smer bi šla, v tak zelen žamet, in to smo ga pol na koncu res našla. In pol je bilo treba to še izdelati. In na srečo imam jaz mati, ki se na to spozna, in je skupaj s Klaro so tole naštudirale, in jaz lahko zdaj tle sedim in uživam. Evo. Manjkajo pa sem še ježki tlele, tako da... Ja, tako zaenkrat je premično, ko bojo pa ježki, bo pa to dejansko tukaj fiksirano. In pa enkrat v prihodnosti bo tle za tretjo osebo za spat, ampak to trenutno ni nujno. Hiša. Še? Hiša. Tako, prosto. Bravo. Super. Smo pri pragu, tokrat sva dodala tepih, pa še enega bova zihar kupila za ven. Tule je Klemen že 2 let nazaj izrezal, imamo spodaj stvari za piknika, pa kakšne čevlje pa tako naprej. Temu jaz rečem overhead, torej gre za polico nad kabino, in s taščo smo isto sešile iz tega blaga, ki je bilo meni ful lepo zavesico, in noter v bistvu zaenkrat ni glih urejeno, ampak so pa noter vse te večje, mehke stvari, ne težke, torej jakne, debeli puloverji, kape, šali pa tako, tukaj rabiš za na hitro. Poleg tega pa je noter še, seveda so noter še piknik dekice, za piknik, ne za piknika. Ultra mi je pa všeč, tule smo s taščo sešile, je pa, ko greš spat ali pa ko kombi pustiš kje, daš tele zavesice. Klemenu te zvezdice niso všeč, prav da je otročje in da ne paše, meni so pa pač obožujem ta tekstil. Tu je tašča imela nekje v svoji shrambi tekstila in je še v bistvu iz Klemnove mladosti,
ker so imeli enkrat za jaselce tele zvezdice, tako da ful uporabno in glih prav ga je bilo in nanetali smo. Še tu bi povedala, da prej je bila tukaj zavesa, ki je bila na tisti drsni sistem, tako kot pač zavese so in ni bila snemljiva, kar sva medva velikrat naredila, je, da sva se po nesreč usedla na zaveso in vse potrgala. Tako da sem tokrat hotela, da se zavesa, ko jo ne uporabljaš, zloži in pospravi in s tem naredi ta prostorček veliko bolj tak čist in da diha. Zdaj sem pa na vrtljivem stolu. Vrtljiv stol smo imela že prej. Kar je novega je, da je Klara dala nove obleke narediti, se pravi, da smo ga preoblekli, bowling spodaj, pri komu je to naredila. Potem od ta velikih stvari so pa tla narejena iz toplega poda čez celo površino kombija, potem stene so narejene iz 4 mm topolovega lesa, taki ogromni paneli pričvrščeni na kombi in pa okna smo tudi uporabila že prejšnja, so bila še čisto v redu, malo jih je bilo treba restaurirati, očistiti, zamenjati senčila in komarnike. S tem je bilo nekako še največ dela pri oknih. Ja, pa obrobe. Evo, pa dajmo zaključiti še čisto na hitro pri zunanjosti kombija. Kot je Klemen povedal na začetku, nama je samo zunanjost in sama kovina vzela pol leta, tako da veliko je bilo dela, ampak na hitro, no. Ker veliko lukenj v kombi je bilo zakrpanih, ker niso imele več funkcijo. Tu je bilo recimo, ne vem, prezračevanje za hladilnik. Potem se je celotna kovinska tale škatla prebrusila, zaščitila proti rji in potem se je kombi prebarval. O tem imate vse vloge, si lahko vse pogledate za nazaj, kako je to izgledalo, ker je bilo crazy! Zadek kombija, njegova ritka je, kot je Klemen povedal, namenjena shranjevanju. Vse, kar je pod poslo, je v bistvu storage. Tako da mama še vedno sva ohranila stranska vratca, preko katerih lahko dostopaš do najine shrambe. Imamo pa tudi tukaj, če odpremo. Ta naša garaža, shramba je več uporabljiva. Trenutno sva pustila še vedno shrambni del tak, da je zelo samo interpretativen, oziroma da je tak, da lahko noter dava bokse, jih vzameva ven, nisva naredila nobenih pregradnih sten, karkoli. Bi pa samo opozorila, da veliko ljudi mislilo kombi, kam date vse stvari. Ne, v bistvu ta kombi je tako velik, da moraš res paziti, da ga ne prenaložiš, ker ima toliko prostora. Tako da s tem imamo kar srečo. Postane pretežek tudi. Postane pretežek! Klem nam moti, da hočem vključiti to v video. Pa sem vključila vseeno. Aja. Ker Klara ne ve, od česa živi, v notranjosti živi od tehle dveh solarnih panelov, kjer fotoni iz sonca letijo gor in se spreminjajo v električno napetost, v električen tok in to gre pol v baterijo in iz baterije gre v najine napravice. Tudi recimo tole. Hvala za ogled! Evo, prišli smo do konca Ventura. Hvala Ikej za tako dobro sodelovanje. In hvala tudi vam za ogled, za vsak všeč, komentar in kakršenkoli način podpore. Lahko se tudi naročite na ta kanal in boste videli vse dogodivščine, na kere nas bo Piči Miško še peljal. Kmalu pa tudi vlog iz Sardinije. Se vidimo na poti. Čau!